Volitve se približujejo in kandidati se vse bolj pogosto srečujejo. Na soočenih, seveda. Prvo se je zgodilo na nacionalki. Šov je vodila Tanja Gobec, ki se je trudila prepričati javnost, kako so vladni ukrepi našo javno hišo pahnili v skrajno revščino. Vsi trije kandidati so se namreč potili v senci štoparice, ki je postala nesporna zmagovalka soočenja. Čas bo, tako kot je navada na nacionalni televiziji, merjen, strogo merjen. Revščina. 1 minuta, držite se vprašanja. Revščina. Dobro, lahko prosim režija, če ostavite uro. Revščina. Moje vprašanje pa 20-sekundne odgovori. Kako pa bi tudi moglo biti drugače? Čas je vendar denar. Denar je pa Janša pobral. Soočenje na Pop TV se je začelo obetavno. Kandidati so prišli v spremstvu Oprod in Spletičan. Ne nujno tistih, ki bi jih pričakovali. Voditelja Edija Pucerja je zato zanimalo, zakaj kandidata Milana Zvira v studiu ne spremlja Janez Janša, premier in predsednik najmočnejše vladne stranke, ki je Zviru izrazila podporo. Gospod Zver, v studio smo povabili tudi predsednika vlade Janeza Janšo, ki je vaš veliki podpornik, pa so nam včeraj sporočili, da ne bo mogel priti. Ste kaj razočarani? Vas je pustil na cedilu? Ne, nikakor. V ekipi Boruta Pahorja pa je voditelj pogrešal Gregorja Viranta, predsednika Državljanske liste, ki poleg SD Pahorju zagotavlja podporo. Hvala lepa, gospod Pahor. Tudi vas bi danes poleg gospoda Lukšiča moral podpirati Gregor Virant iz Državljanske liste, pa so nam danes sporočili, da ne bo mogel priti. Ste kaj razočarani? Ne, pogovarjala so se danes in sporazumela. Je predsednik državnega zbora, danes državni zbor odloča o pomembnih stvareh in prav je. Ampak to je vedel že prej, ne? Po vsem tem smo seveda pričakovali podobno zaskrbljenost voditelja zaradi odsotnosti predsednika Pozitivne Slovenije Zorana Jankovića, ki, kot vemo, podpira kandidaturo Danila Türka. A glej ga šmenta, voditelj te velike luknje, se pravi ogromnega primanjkljaja, sploh ni opazil. Kot bi bil Janković kar naenkrat zadnja rupa na sviralu. No, brez skrbi. Če ob Türku ni bilo Jankovića, je bila pa Spomenka Hribar, ki je kar nekajkrat zabila žebljico na glavico. Teta, povejte, kje je tista hišica, kjer zacvetela je najlepša rožica. Teta, povejte, Gospa Hribar, izvolite. Jaz sem malo užaljena, ker govorite samo o stricih v ozadju. Jaz sem Laborit v Pahorju teta v ozadju. Napisala sem mu več pisem, več opozoril, pa seveda on tega ni slišal. Njegov ego je premočan, da bi kogarkoli drugega poslušal. Ker z nečakom Borutom očitno ni bila več zadovoljna, si je izbrala dva druga, Jankovića in Türka. Pahorja pa je takole poučila. In to je bil tudi vzrok, da je bila tvoja vlada neuspešna. Tvoja vlada ni bila uspešna, je dejala Spomenka Hribar in Pahor ji je odgovoril. In brez zamere, gospa Hribarjeva, večno ti bom hvaležen, ker si mi pomagala napisati eno od zelo pomembnih pisem v slovenski politiki. Takrat sem verjel, da imaš prav. Sreča jo je zapustila, ko po desni je vozila, vse življenje je trpela, ker baravom je verjela. Teta Estera, teta Estera. Kot rečeno, se je Spomenka Hribar svojega nečaka Boruta odrekla. Ni je pa minilo veselje, da bi ga še naprej učila lepih manir. In to kar na soočenih. Čeprav mu je sama, kot smo slišali, le kako minuto prej zabrusila. In to je bil tudi vzrok, da je bila tvoja vlada neuspešna. Takrat pa se je nenadoma spomnila. Torej, to je bilo leta 1998. Jaz pa govorim o času, ko ste bili, bomo se malo šli kulturo. In so se šli kulturo. Pravila so že stara in vsak že ve, od vseh stvari na svetu